V današnji tiskovki bomo najprej podali poglede članov Zbora za republiko na dogajanja v zvezi z imenovanjem novega sestava Komisije za preprečevanje korupcije. Na to pa v nadaljevanju tudi podali nekaj konkretnih predlogov, kako se spopasti s korupcijo v Sloveniji. Če na kratko strnemo stališče Zbora za republiko okrog imenovanja novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije, izražamo najprej obžalovanje, da v postopku ni bil upoštevan predlog, ki ga je podal Zbor za republiko v pisni obliki, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da se novo vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije preveri v najširšem možnem kontekstu, tudi da se razmisli o možnosti dvotretinske izvolitve oziroma vsaj pridobivanja mnenja o primernosti kandidatov v državnem zboru. Žal ta naš predlog ni bil upoštevan. Včeraj smo imeli priliko poslušati tudi nastop novega predsednika, sedanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, gospoda Štefaneca. V Zboru za republiko ugotavljamo, da je gospod Štefanec veren naslednik dosedanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča. Da je pravzaprav tako rekoč njegovo nadaljevanje. Mora biti, glede na to, da prihaja iz lokalne ravni, vsaj zdaj nekoliko bolj lokalni ravni, ampak v vsebinskem pogledu pa sta pravzaprav identična. Zakaj? Sedanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je napovedal, da bo vihtel biti. Nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije pa se v prvih nastopih Komisije za preprečevanje korupcije se je pa pojavljal s ikono velikega brata, znanega vsem iz romana Georgea Orwella 1984. Za oba je tudi značilno in skupno, poleg tega, da sta oba pravnika, tudi to, da se očitno ne zavedata, da je zakon, po katerem je doslej delovala Komisija za preprečevanje korupcije, globoko ustavno sporen, da je v mnogih pogledih v tolikšnem protislovju, da je protipraven in da zaradi tega omogoča tudi izrazito samovoljo Komisije za preprečevanje korupcije, kar se je pokazalo tudi v nekaterih primerih, nekaterih odmevnih primerih pri njenem delu. Ali se tega ne zavedata, ali se pa delata, da se ne zavedata, vsekakor je to ponovno skupna točka, tako da ne moramo strniti skupne ugotovitve kot to, da je gospod Štefanec verodostojen in veren naslednik nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča. Izvedeli smo tudi med tem, da je strokovna komisija treh pravnikov pripravila neko strokovno mnenje o pravni podlagi za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije. Vsaj eden od medijev je v tem poročal, drugi mediji v tem niso poročali, tako da ne vemo, ali je samo eden od medijev, to je bil časopis Delo, nekako uspel priti do podatkov o tem, ali ne. Komisija, v kateri naj bi bili po tem poročanju pravniki dr. Ribičič, dr. Pirat in dr. Čebulje pripravlja neko ekspertizo za predsednika države. To strokovno mnenje doslej javnosti ni bilo znano. Zato je seveda smiselno, da postane javnosti znano čim prej.